Pozdravljeni v 10. oddaji Ni še vsega konec, ki je zagotovo ne bo tako hitro konec, kljub temu, da smo vseh 7 korakov transformacije obdelali. Namreč stvari se končajo šele takrat, ko so dejansko konec, in transformacija, osebna rast, postavljanje notranjega miru bodo z zadnjim korakom končane šele takrat, ko bo to zadnji korak v tem življenju. Ampak ni nujno, da se bodo s tem končale naša misli, naša energija, naše delo. Namreč misli ostanejo nekaj tisočletij, kot so misli Marka Aurelija, rimskega cesarja, žive že 2000 let. Namreč zapisal je med drugim tudi: vrzi sebe v utvaro, pa boš srečen. A da je vržeš, kdo ti brani? Torej, govorimo resnico, tisto resnico, ki jo čutimo. Kajti samo tako lahko vzpostavljamo notranji mir, notranje ravnovesje. In vseh teh 7 korakov nas pravzaprav pripelje do te neke notranjega miru. Ampak če hočemo to zdržati, ta notranji mir, moramo več čas delati na vseh komponentah. In kadarkoli delamo transformacijo, gremo skozi teh 7 korakov. Namreč, če pogledamo po Maslowu, je Maslow kot napisal 7 potreb, ki zadovoljimo na stopni zavesti, ampak kot 8. je napisal transcendenca, pomeni prenova, novo življenje po smrti, konča se staro. Namreč karkoli pravzaprav želimo vzpostaviti v nekem realnem času, je potem, ko naredimo transformacijo, si moramo vzeti odmor. Če hočemo, da stvari, katere počnemo, imajo vrednost, potrebujemo odmor. Isto kot v naravi nekaj posadite, rabimo nekaj časa, da to zraste. Torej mora dozoreti. Tudi če delate na svoji spremembi, na notranjem miru, ali kot temu rečemo, da bomo potem modrejši, tudi modrost mora dozoreti. In če pogledam nekaj misli o teh modrostih ali pa spoznanj o modrostih, bi tako dejal. Modri postanemo, ko ne ponavljamo istih napak. To pa dosežemo z večjo stopnjo samozavedanja. In s tem, ko začutimo sami sebe, točno vemo, kaj je v skladu z nami in kaj ne. Zavest je edino, po čem lahko ločim ljudi, torej po modrosti. Največja stopnja modrosti je, ko se preneha spraševati o smislu življenja in drugih višjih resnicah in se zavedaš, da je potrebno živeti tukaj in zdaj, v svetu, ki je zaradi vseh nas takšen, kakršen pač je. Torej, sprejeti moramo dejstvo, da vse, kar se nam pravzaprav dogaja, je to, kar smo mi. Dejansko vse naša odgovornost. In še zadnja, modrost ni vezana na spomin in ne izgine z izgubo spomina. Modrost je namreč v srcu. V resnici modrost ne dojemamo z stopnjo izobrazbe, z razgledanostjo, tempa več z odprtostjo srca. O tem in podobnih stvareh bo seveda veliko govora tudi v knjigi. Se pravzaprav vse, kar pač počnem, v osnovi počnem zaradi sebe. In to, kar se pravzaprav odvija v vseh teh dneh, namreč čez nekaj dni se bom zaprl, ne vem še kam, za nekaj dni in poskušal dokončati to knjigo jaz. To bo pravzaprav zato, da lahko rečem, da bo tudi ta knjiga dozorela oziroma vsa znanja, ki jih poskušam povezati skozi vseh teh nekaj tisoč let. In kaj je pravzaprav pri vsem tem odmoru ali pa kakršnokoli že pomembno, je to, da vedno, ko delamo samo analizo, pogledamo tudi za nazaj, od kod prihajamo, kajti v naravi, če pravzaprav vidimo,
Se pravi, čujem, pozne ure so, naporni dnevi. Sicer bi lahko dejali, da naj pišem ali pa govorim čez dan, ampak rabim mir. Čez dan sem pa ves čas v teku, oziroma ne bom rekel iskanju nekega smisla, ampak predvsem zbiranju informacij, zato da jih lahko zvečer podajam. Seveda informacije ne bodo imele vrednosti, če jih ne podam kvalitetno, umirjeno in dokaj dinamično. Če pa zeham, boste pa rekli, najbrž moj dolg čas. Ne, samo mogoče pa v tem prostoru premalo kisika in ga potem izmenjujem preko odpiranja ust, se pravi, da se kisik izenači in tlak med pljuči in okolico, bi rekli fiziki. In ravno to, če pogledamo v preteklost, to je enako kot v naravi, ko vidimo, od kod nekaj stvari prihajajo, bomo točno vedeli, kam gredo naprej, zato ker so sile vedno usmerjene naravnost. Enako je pravzaprav z našim življenjem. Če smo mi v nekem obdobju si vzeli za let, bomo točno vedeli, kam gremo. In v tem trenutku, se pravi, mogoče se zdaj ne bomo slišali nekaj dni, ker bi pravzaprav želel, da se vam vse, kar sem vam povedal, na nek način tudi usede, da se ustoliči. In v tem času, ko nekateri sprašujete, kje me lahko najdete za svetovanje, mogoče nekaj o tem, kaj sploh pravzaprav psihoterapevti počnemo. Ko se vam pojavi nek problem, če gre za trenuten efekt, potem ne rabite psihoterapevta, rabite mogoče samo nek pogovor z neko osebo, ki ni čustveno povezana z vami. Psihoterapevt pride v poštev šele takrat, ko se že dalj časa zavedate neke težave in se z njo tudi ukvarjate in ne znate sami narediti premika. Mogoče je celo, preden greste psihoterapevtu, priporočljivo, da se najprej oglasite pri psihoanalitiku. Ta bo pravzaprav odkril in razkril, od kod vse stvari prihajajo. Mogoče se vam že same misli pojavijo kot rešitve. Vkolikor ne najdete rešitve, je seveda potem kasnejši korak obisk pri psihoterapevtu. Psihoterapevt pravzaprav postane vaša avtoriteta. On mora skupaj z vami premagati vse vzorce iz vaše zgodnje mladosti, ki vam ne pustijo iti naprej. Ti procesi, pomembno je, oziroma temu bi rekli, da vas bo brcnil iz mrtve točke in vas naučil, kako ne več delati starih napak. Ti procesi trajajo lahko ponavadi nekaj tednov, nekaj mesecev. Zelo redko se zgodi, da se po enem ali dveh srečanjih stvari končajo. V bistvu, pravzaprav, prvo morate z psihoterapevtom vzpostaviti odnos. Šele potem postopoma gradite naprej. Pravzaprav je psihoterapija zdravljenje z odnosom, zdravljenje z občutki, v vas rojeva občutke, na katere ste pozabili. Torej, s psihoterapeutom se izključno pogovarjate o občutkih, o vaši psihi. Če pa želite delati na lastni organizaciji, bom rekel, izboljšanju nekih svojih stvari, potem pa psihoterapeut ne pride v poštev. Takrat pa pridejo tako novo imenovani coachi in tu ne more biti kdorkoli. Pri coachu je najbolj pomembno to, da ima osebno izkušnjo iz tistega področja. In to osebno izkušnjo, ki jo je uspešno rešil. Kajti samo tako vam bo lahko povedal, kaj. Priporočljivo zanje je tudi, da ima osnovna znanja psihoterapije in na ta način bo pravzaprav vas peljal potem tudi do konca. Spravi vam pomaga strokovno, življenjsko in psihološko. Sam sem pravzaprav zaključil a pa mogoče sploh zato, kaj pravzaprav psihoterapija je. Vmes sem že pravzaprav povedal, da je psihoterapija zdravljenje z odnosom. Da je to popolnoma nekaj drugega kot psihiatrija, kjer je
predvsem poudarek na patološkem delu oziroma, bom rekel, zdravljenje s kemijo. Direktno študij psihoterapije ne obstaja. Obstajajo modalitete. V Sloveniji poznamo 7, v celem svetu okoli 750. Se pravi, to so koraki, kako pravzaprav mi vzpostavljamo pri ljudeh odnos in s tem odnosom potem zdravimo. Sam sem zaključil realitetno terapijo. To je, za realitetno terapijo stoji teorija izbire, ki pravi, da je vsak sam odgovoren za svoje dejanje. Se pravi, učim pravzaprav posameznike, da jih ni pomembna ne preteklost, ne prihodnost, ampak samo tukaj in zdaj. V tem študiju oziroma procesu sem bil 2 leti in pol. Nato sem nadaljeval s transakcijsko analizo, kjer sem bil 7 let. V transakcijska analiza pa v bistvu v prevodu pomeni analiza komunikacije. Kaj jaz pravzaprav sporočam v tistem nevidnem delu? Kajti jaz, sedaj, ko govorim, se pravi, če bi me samo poslušali, brez da spreminjam barvo glasu, izbiram besede, bi pravzaprav sprejeli samo 7% informacij od mene. Sedaj, ko me gledate, uporabljam tudi mimiko, barvo glasu, način, kako pravzaprav povem, plus vsa ta moja okolica, to je pa 100%. Ampak vse to izhaja iz različnih dejavnikov. In transakcijska analiza vse to uči. Predvsem poudarek je na to, da v bistvu ta nezavedni del, ki nam je vgrajen v naše življenje, pomaga razumeti preko egota, različnih egostanj. Ampak kaj je najbolj zanimivo, da transakcijsko analizo je utemeljil dr. Erik Bern. Njegovo nekako največje delo ali pa tisto, kjer pravzaprav razkriva osnove transakcijske analize, je Katero igro igraš, prevedena tudi v slovenščino. Ampak zadnjega poglavja nikoli ni napisal do konca, z naslovom Življenje brez igre. Torej, Erik Bern ni do konca razvil transakcijsko analizo. Naučil nas je razumeti ego in potem, ko je želel povedati, kako pravzaprav premagati ego in začeti živeti brez igre, kajti ego povzroča igre, je pa žal prehitro odšel. In mogoče bo ta knjiga Jaz tista, ki bo opisala to stanje, ta zadnji korak. Življenje brez igre. Ali vse, kar morate vedeti o notranjem miru. Toliko za danes. Čaka nas prijeten, morda naporen teden. Javil se bom preko različnih kanalov in se veselim srečanja z vami. Se pa že srečanja napovedujejo za drugo polovico julija. Mislim, da bodo že stvari toliko odprte, tako da se v drugi polovici julija srečamo najprej v Monaku, tisti, ki prihajate na kakšne konference. Lep večer in prijetno.